Tako, z ploščine pa obsege smo pogledali, kaj so, ne? Zdaj pa bomo šli in si pogledali posamezne znane like. Začeli bomo s pravokotnikom in potem nadaljevali na kvadratu in tako naprej. Trikotnik pa si bomo kot biser geometrije pustili za na konec. No, pravokotnik, ne vem, če se spomnite, je lik, a ne, štirikotnik, ki ima dva para vzporednih, enako dolgih stranic, ampak še nekaj je pomembno, v bistvu to je najbolj pomembno, da ima vse kote prave. To namigne že malo naše tole ime. Se pravi, če bi zdaj mi to narisala, ne, imamo en pravokotnik, takole, rišemo z ravnilom, to je zdaj skica pravokotnika, označimo njegova oglišča A, B, C, D in zdaj tale stranica je enaka tej, zato A označimo to stranico in to stranico. Tale stranica B je pa enaka tudi tej stranici, zato jih označimo obe z B. Potem pa lahko dodamo še diagonalo. Diagonala poteka od A do C in jo označimo zdaj zaenkrat z D kot diagonalo, a ne. No, nas bo zanimal obseg in ploščina pravokotnika, a ne, in obseg pravokotnika dobimo tako, da se sprehodimo okoli in okoli lika. Jaz vzela zdaj tole zadevščino in se sprehodimo. Tukajle se sprehajamo po stranici A, nadaljujemo na stranico B, gremo še čez eno A in potem nadaljujemo po stranici B. In jaz bi rekla zdaj, da bi tole napisali. Imamo dva A-ja, se pravi dvakrat po A, plus imamo dva B-ja, dvakrat po B. Če pa se slučajno tega ne spomnite, bi se pa lahko kar sprehodili pa bi rekli A plus B plus A plus B, a ne. Obseg je torej 2A plus 2B. No, zdaj pa še ploščino. Ploščino pa bomo mi označevali z S. Z S jo bomo označevali zato, da jo ne bomo mešali z površino, a ne. In pa S je ena taka vseeno mednarodna oznaka, ki jo pravzaprav matematiki bolj radi uporabljamo od P-ja, a ne. Se pravi, da ne bo zmešnjave, mali, veliki, P pa tako, bojo naše ploščine označene z S, ne. To bo ploščina. Ploščina. No, za ploščino smo pa rekli, da je treba zapolniti to ravnino, ki jo obdaja pravokotnik. In to bomo naredili tako, da bomo poskusili naložiti toliko tehleh stranic A, a ne, da bomo prišli vse do vrha, ne. Tole moramo vse pobarvati, celotno ploščino, lika dobimo, če vse pobarvamo, in v bistvu stranico A naložimo B-krat gor, ne. Zelo natanko, tolikokrat, ko je B-ja, si lahko predstavljate, naložimo. In zato je ploščina S pravokotnika A krat B. No, potem pa tukaj smo si še označili diagonalo, a ne. Prej je bila malo lepša. Kako bi pa izračunali diagonalo, če bi jo potrebovali? Ker so vsi koti pravi, tudi tale, a ne, dobimo en pravokotni trikotnik, glejte ga, A, pa B, pa diagonala. In pravzaprav je diagonala zelo preprosta. Diagonala na kvadrat je A na kvadrat plus B na kvadrat. In če hočete to še malo lepše napisati, pač korenite tole, ne, da dobite samo diagonalo. A na kvadrat plus B na kvadrat. Tako, to je pravokotnik. Zdaj pa ponovimo še vse to za kvadrat. Pravokotnik, ne. Zdaj, kar se tiče kvadrata, je pa v bistvu samo malo lepši pravokotnik, a ne. In sicer kvadrat je pravokotnik, ki ima vse stranice enako velike, ne. Oziroma ima vse kote prave in vse stranice enako velike. V glavnem je zelo simetričen in prijazen lik do okolja. To bi rekli, da je takole, ne. Zdaj tukaj vi si lahko izmerite. In imamo kvadrat. Označimo seveda oglišča še vseeno A, B, C in D. Prav tako lahko označimo tudi diagonalo. Takole.
Se pravi, imamo A, 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 A in diagonalo D. Zdaj, kar se tiče obsega, gremo po A, A, A in A, se pravi, imamo 4 A-je. Ali pa če bi tukaj noter A ustavili namesto B. Ploščina, imamo A in gor naložimo še A krat te stranice, se pravi A krat A oziroma bolj matematično pravilno A na kvadrat. No, kar se tiče pa diagonale, jo pa lahko dobimo spet s Pitagorovim izrekom, se pravi D na kvadrat je A na kvadrat plus A na kvadrat. Če tole malo pogledamo, imamo 2A na kvadrat, a ne, in lahko napišemo D na kvadrat je 2A na kvadrat. Če hočemo dobiti pa samo D, korenimo na obeh straneh in dobimo D je koren 2 krat A. Zdaj, vse te formule, a ne, če si želite, si jih lahko pogledate na pamet, ampak jaz bi vam resno svetovala, da razmislite o tem, a ne, in dobro, ploščina, obseg pri teh enostavnih likih, lahko si jo vedno znova kar v glavi malo izpeljete, ne. Obseg okoli, ploščina zapolni ravnino, a ne. Zdaj pa vam lahko še dam mogoče tole pravokotnik malo na lepše, ne, ko sem jaz tako grdo napisala, in pa kvadrat malo na lepše, takole, a ne, da se vidi kip. Zdaj ta pravokotnik nam bo šel takole. Tu imate zdaj pravokotnik, tule pa kvadrat. Očitno bi mogla jaz tole pobrisati, lepše za videti. Takle imate pravokotnik, takle pa kvadrat formule, a ne. Če si boste, ne vem, prepisali na lepše. Tako, mi bomo šli pa kar k vajam. Pa si poglejmo nekaj vaj. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!